O napredku in viziji kluba iz Dobrovega smo govorili z novim, starim trenerjem Tončijem Žlogarjem, ki je med drugim razložil, koliko mu pri trenerskem poslu pomagajo bogate igralske izkušnje. Tokrat v oddaji Bravo nogomet predstavljamo klub, ki je močno napredoval v spomladanskem delu sezone. Pod vodstvom trenerja Tončija Žlogarja nogometni klub Brda kažejo odlične predstave. Ogledali pa si boste lahko tudi vrhunce tekem 24. kroga druge slovenske nogometne lige. Vaš gostitelj bo Srečko Ferleš. Pozdravljeni, spoštovani ljubitelice in ljubitelji oddaje Bravo nogomet. Tudi v tej oddaji se bomo posvetili primorskemu nogometu in sicer nogometnemu klubu Brda. Danes pa v našem studiu gostimo najbolj prepoznavnega posameznika tega kluba in sicer nekdanjega slovenskega reprezentanta, sedaj pa trenerja članske ekipe Tončija Žlogarja. Gospod Žlogar, pozdravljeni. Lep pozdrav. Vi ste drugič trener nogometnega kluba Brda, pa me zanima, kakšno čarobno palico ste prinesli s sabo v Brda sedaj drugič, da gre vaši ekipi v spomladanskem delu tako dobro od rok? Čarobne palice ni, čarobna palica je samo delo. Mislim, ekipo smo nekoliko v tem premoru spremenili. Postavljamo z pomočnikom Komcem, tudi bivšim reprezentantom, neke zadeve, ki so trenutno prepoznane v evropskem nogometu. Sledimo jih v skladu z finančnimi zmožnostmi kluba, vezani smo na igralce iz domačega okolja. Trenutno se nam je v spomladanskem delu kar dobro išlo in je pa pot do obstanka še ni končana, ker nas čakajo še težke tekme in sam sem vedno zagovornik previdnosti in tega, da najprej skoči, potem reči hop, torej ko bomo matematično si zagotovili obstanek, bomo lahko rekli, da smo svoj cilj izpolnili. Nogometni klub Brda niso ravno med večjimi nogometnimi klubi, sedaj ste drugo sezono v drugi slovenski nogometni ligi, pa me zanima, kako ste zadovoljni s pogoji za delo. Imate to, kar klub v drugi nogometni ligi potrebuje, oziroma imate zadoščene tiste osnovne pogoje za normalno in nemoteno delo? Mislim, da strinjam se z vami, da pač je manjši klub, temelji na velikem entuzijazmu in volonterskem delu. Ljudje, ki so povezani s klubom, res za ta klub živijo. Kar se tiče pogojev, imamo pomožno igrišče in manjše igrišče z umetno travo. Cilj kluba je sedaj, da bi se poleg pomožnega igrišča še naredilo igrišče z umetno travo, kar bi olajšalo pogoje dela. Imamo pa tudi seveda možnost, da v primeru slabših vremenskih razmer, tu predvsem dež, ker je igrišče zelo hitro razmočeno, treniramo na igrišču z umetno travo v Novi Gorici. Tako da, bom rekel, napredoval je klub tudi v tem, da smo v klubskih prostorih naredili fitness in počasi se seveda iz leta v leto dopolnjuje, je pa seveda vse to povezano z stroški, ampak počasi se stvari izboljšuje. Je ta del, nenogometni del kluba, tisti, kjer še imajo Brda kar precej možnosti za napredek? Sigurno, bom rekel, v sami organizaciji kluba je vedno veliko dela, vedno najdeš nove stvari. Bom rekel, je pa tako, da je seveda vse povezano in s financami in z ostalimi stvarmi. Mislim, da neka ideja osnovna je, da bi Brda bila, bom rekel, stabilen drugoligaš, torej v tej goriški regiji drugi klub, da bi omogočali razvoj mladih nogometašev iz celotne regije in potem naprej njihov razvoj. Seveda skladno s tem se razvijajo tudi pogoji sami v infrastrukturi kluba. In ko bomo vse to uspeli, oziroma ko bodo uspeli to vse doseči, bo potem vse to lažje, ker vseeno za sam rezultat ni dovolj samo delo, so potrebni tudi pogoji. Sicer imate v svojem nogometnem klubu nekaj mladih, to se pravi mlade selekcije. Koliko v članski ekipi računate naprimer na mladince, kadete, jih razvijate v tem smislu, da bi jih kar se da veliko
preizkusili tudi v članskem nogometu, v članski ekipi? Ja, mi imamo v samem klubu kar precej domačih fantov, ki izhajajo iz, bom rekel, briške, torej nogometne šole, ki so mogoče v nekem obdobju tudi naredili ta mladinski program v Novi Gorici in poskušamo jih postopoma vključevati v ekipo. Težava letos seveda je, da se tako mladinci kot kadeti borijo za to, da ostanejo v drugi slovenski mladinski in kadetski ligi. Jaz upam, da bo to uspelo, ker potem, če imaš recimo drugo ligo, imaš lahko tudi več otrok, ker vseeno je treba vedeti, da je ogromno klubov okoliških in se otroci se razgubijo v ostalih tudi klubih. No, sedaj pa si poglejmo, kako deluje nogometni klub Brda in sicer, kaj so o klubu povedali še preostali pomembni deležniki tega kluba. Vino v krvi, trta v duši je slogan nogometašev iz Vipovž, majhne idilične vasice z manj kot 500 prebivalci. Vas spada v občino Brda, ki ne šteje niti 6000 duš in v tako majhnem okolju, tik ob meji z Italijo, se lahko v nogometni šoli pohvalijo s celotno piramido mladih selekcij. Sam razvojni program nogometne šole Brda poteka vzporedno na 2 ravneh, seveda začenši z našimi najmlajšimi nadobudneži, torej z otroško nogometno šolo Brda, ki poteka v zadnjem letniku vrtca in prvih 2 razredih osnovnih šol. Vzporedno z otroško nogometno šolo tudi nudimo čim kvalitetnejši razvoj obstoječi piramidi mladinskega sektorja. Predsednik kluba je že 12 let znan slovenski vinar Marjan Simčič. Pa to je bil naš cilj, lahko rečem, da se pač uvrstimo v to drugo ligo. Moram reči, da prvo leto je bila Liga 10, da po eni strani mislim, je ta bolj zanimiva, je pa lahko, bom rekel, po neki zahtevnosti je bila pa tista 10 klubov še težja. Kljub temu smo osvojili 6. mesto in zdaj je pač naša pot, da ostanemo bom rekel, stabilen drugoligaš. Ena glavnih nalog predsednika je zagotoviti dovolj denarja za nemoteno delovanje kluba. Imamo enega stabilnega glavnega sponzorja, podjetje Trine, ki se ukvarja s hotelirstvom in igralništvom v naši občini, tako da je on že nekaj let, bom rekel, glavni pokrovitelj. Ostalo pač uprava in jaz kot predsednik moramo se potruditi in zbrati denar, ker vemo imeti vse ekipe, od te U6 pa do članske in na koncu imamo tudi pač veteransko ekipo, da je to en velik pogon in zahteva, bom rekel, velika finančna sredstva. Seveda je sredstva lažje zbrati, če so rezultati pozitivni. Člani so tik pred obstankom v drugoligaški druščini. Liga je močna, se vidi, ko so Mura, Nafta, Drava, tu so ekipe, ker si zaslužijo prav slej priti v prvo slovensko ligo in tudi medijsko je druga liga dosti bolj izpostavljena, kot je bila pred letami. Tako da pač cilj ekipe je prvi, da obstanemo in tihi cilj ekipe pa je, da smo tam okoli 8. do 10. mesta. Vse bo jasno najkasneje 27. maja, ko bodo odigrane tekme zadnjega kroga. Tonči Žlogar, vi ste kot trener še vedno precej mlad, pa me zanima, koliko svojih igralskih izkušenj prenašate na ekipo oziroma na posameznike, ki jih trenirate sedaj. Sigurno, da jih kot trener sem mlad, ampak izkušnje, ki jih imam iz profesionalnega nogometa ali pa iz svoje kariere, seveda jih prenašam tako v odnosih z njimi znotraj slačilnice kot na igrišču. Je pa res, da enkrat, ko si trener, gledaš na stvari povsem drugače kot prej, kot si bil nogometaš. Ker ko si nogometaš, si zgolj individualist, ki gledaš samo svoj interes za to, da bi igral. Medtem kot trener moraš povezovati, ne vem, 22-25 nogometašev, vedeti, da niso vsi zadovoljni in ustvarjati predvsem eno dobro vzdušje za to, da so motivirani za trening, ker mislim, da
predvsem v klubih, tudi na tem nivoju je predvsem najbolj pomembno to, da je slačilnica enotna. Mi smo to spomladi uspeli doseči in to se nam v deloma je, bom rekel, kar povrnilo v teh 4 zaporednih zmagah, ampak kot sem rekel, moramo to nadaljevati in nogomet je tak, jaz pravim, živ organizem in ga moraš neprestano obnavljati in skrbeti za stvari, ne prepuščati nič na ključu, ker pot od vrha do dna je zelo hitra. Iz tekme v tekmo se lahko marsikaj spremeni. Koliko pa je bilo za vas lažje takrat, ko ste začeli s trenerskim poslom, da ste bili predtem vrhunski igralec? Je bilo kaj lažje ali mislite, da bi bilo kaj drugače, če bi, na primer, ne imeli tako kvalitetne nogometne kariere? Lažje je z vidika, ker te igralci sprejmejo kot nekoga, ki je nekaj v nogometu že dosegel. Težje je tistemu, ki prihaja, bom rekel, ki ni naredil kariere, ampak ni to nobeno pravilo, niti pogoj, da zdaj eden ali drugi, da bo uspešen. Jaz sem zagovornik pač tega, da tudi svojo avtoriteto ne gradim na temu, da na represiji ali pa na temu, da bi potenciral neko svojo prejšnjo kariero, ampak zgolj na znanju. Znanje je edini pokazatelj, ki na dolgi rok igralce prepriča, ali ti neko zadevo obvladaš ali ne obvladaš. Pač vedno je rezultat posledica mnogo dejavnikov, ampak če igralci vidijo, da si ti, ne vem, prevarant ali da nimaš dovolj znanja, te na dolgi rok ni niti represija, niti igralska kariera ne pomaga, da boš v tem poslu uspešen. Kdaj ste pa sploh začeli razmišljati, da bi postali trener in da bi se podali v ta zanimiv trenerski posel? Pa jaz sem celo kariero govoril, da v življenju ne bom trener nikoli. Potem imam pa dva dobra prijatelja, ki sta trenerja, in ko sem se vrnil jaz z Cipra, smo se potem na jutranjih kavah sem poslušal njune debate o tekmah, kako je bilo to, kako drugo, pa so gledali eno tekmo, drugo tekmo in potem je to začelo zanimati. In sam sem takrat igral še v Italiji, v tem amaterskem nivoju in sem rekel, bom probal, zakaj ne. In potem sem relativno hitro izpopolnil to C pa A licenco, dobil možnost voditi kluba v italijanski D ligi. Takrat sem končal kariero v Krasu, kjer sem igral in sem takoj postal trener, ker je nivo lige zelo dober in bom rekel, potem te povleče, padeš not in nogomet je del mojega življenja, je moj adrenalin in šport je tisto, kar me veseli in živim v bistvu za nedelje in za ta stres, ko čakaš tekmo, pozitiven govorim in to mi je zanimivo. Torej vam nikakor ni žal, da ste sedaj padli v to trenersko kariero? Pa zaenkrat ne, tako da je pa, se pravim, pač trenerji smo vezani na rezultat, v vsakem primeru sojen si po temu rezultatu. Osnovni cilj mi je, pač zdaj sem trener, rad bi bil trener, me veseli, ampak kakorkoli, da bi deloval v športu, to mislim, da imam dovolj znanja in dovolj entuzijazma, da lahko pomagam pri tem. S mojim gostom sem sedaj govorila o rezultatih, no mi pa si bomo pogledali poleg rezultatov tudi vrhunce 24. kroga druge slovenske nogometne lige. Tole so vsi rezultati 24. kroga druge slovenske nogometne lige. Zmaga 4-0, za Nafto je bila najvišja. Zelo dobro so igrali tudi napadalci Drave, Krke, Radomelj, pa ne nazadnje Brd, Mure in Brežic. Razpoloženi napadalci torej na obračunu v Prekmurju, kjer je Mura s 3-0 odpravila Dekane. Vse skupaj se je začelo že v prvem polčasu, srečanje, ki ga je sodil izkušeni Slavko Vinčič. Sicer pa je Mura povedla v 10. minuti tekme, ko je Amadej Maroša zabil prvi gol na obračunu. Za drugega smo morali čakati kar veliko in sicer več kot ura tekme je potekla in sicer 80. minuta Rok Sirk znova uspešen za 2-0.
končni izid tega dvoboja pa je v 89. minuti postavil Matic Maroško in Mura je tako dobila obračun s 3-0. 62 točk ima Mura, je na prvem mestu prvenstvene lestvice. Dekani so s 33 točkami na 8. poziciji, torej nekako še zaključujejo prvi del ali pa zgornjo polovico lestvice. Preselili smo se na obračun, kjer smo videli 4 zadetke, in sicer Ilirija, Nafta, srečanje, ki ga je Nafta enostavno morala dobiti v boju seveda za najvišje pozicije v našem prvenstvu. Srečanje je v Ljubljani seveda sodil Roberto Ponis, primorski sodnik, prvi zadetek pa za gostujočo ekipo, ki jo vodi Franz Friedl v 47. minuti Marko Roginič, potem pa 53. minuta Vedran Vinko za vodstvo gostov z 2-0 in hat-trick je Marko Roginič potrdil še kasneje v 67. minuti za 3-0. Takole je sicer vratar domačih še posredoval Toni Šuškovič ob strelu gostujočega nogometaša, potem pa, kot že rečeno, 84. minuta Marko Roginič uspešen še za 0-4. To je bila ena izmed najbolj enostavnih tekem, vsaj kot se rezultata tiče za Nafto, zlasti v tem zaključku. Nafta 51 točk, drugo mesto, Ilirija 27 točk in 11. pozicija. 3 zadetki so pristali v mreži AŠK Brava. Krka je bila tokrat zelo razpoložena in pred domačimi navijači slavila s kar 3-0. Bojan Tkalčič je bil glavni sodnik dvoboja dveh tekmecev, ki sta na lestvici zelo blizu, ampak tokrat so nogometaši Krke odigrali odlično tekmo, vodi jih trener Borivoje Lučič, že v 3. minuti pa je fantastičen zadetek dosegel Matej Potokar. To še libino vse in konec strani domače ekipe in strani Mateja Potokarja, ki je kasneje zabil še za 2-0. Izid srečanja pa je postavil Žiga Kastrevec v 35. minuti za končnih Krka Bravo 3-0. Krka ima 39 točk in je 6. Bravo 2 točki manj, 7. mesto. Drava je bila uspešna proti Rogaški. Drava seveda v boju tudi za najvišje pozicije v našem prvenstvu, vsaj za drugo mesto, seveda z Nafto, nekako bijeta moštvi mrtvi tek. Drava, ki je tokrat gostila Rogaško, sodil je Marko Podgoršek. Drava je povedla v 35. minuti, Matijas Fanimo je bil uspešen v 73. Rok Pirtošek za 2-0. Končni izid srečanja pa je postavil Jaka Bizjak v 81. minuti. Torej, Drava Rogaška 3-0. Drava je tretja, ima 50 točk, točko manj od Nafte, medtem ko je ekipa Rogaške s 23 točkami na 13. mestu. Nekaj časa ste vodili tudi prvoligaški klub, in sicer Triglav Kranj, pa me zanima, kakšna je razlika v tem trenerskem vidiku trenirati prvoligaški klub oziroma drugoligaški klub v Sloveniji. Razlika je predvsem v tem, da sigurno v prvi ligi je izbrana kvaliteta. Če zdaj primerjam Triglav pa Brda, kar se tiče tega, recimo v Triglavu smo imeli relativno profesionalen pogon, ker smo imeli treninge dopoldne in popoldne. V Brdih si pač to ne moremo privoščiti. In drugače z tega trenerskega vidika, kar se tiče, mogoče v prvi ligi imaš intenzivnejše treninge kot v drugi, ker vseeno moraš tudi v drugi ligi upoštevati to, da fantje delajo, da imajo tudi druge obveznosti, da niso profesionalci. In drugače mogoče tudi sam pristop v odnosu ali pa zahteve, ki jih postaviš pri prvoligašu, so v nekih, govorim, odnosu do dela in vsega tega drugačne, ali pa si mogoče bolj rigorozen kot v drugi ligi, ker vseeno
ne gre za profesionalce. Kaj pa pritisk? Je verjetno zaradi profesionalizma najverjetneje nekoliko večji pritisk rezultata? Bom rekel, pritisk, jaz sam po sebi imam pritisk, posebno ga ne čutim v smislu, da si s tem delam težave. Vem, da pač kot trener si obsojen na rezultat, če ni rezultata, je prvo po tebi, tako je po svetu in sledim pa vedno temu, da poskušam slediti neki strategiji kluba, ki jo ima, oziroma ki mi jo predstavi in potem seveda tudi pričakujem, da potem klub tu stoji za tabo, recimo, ne, in v Vipožah imam zelo dober odnos s predsednikom, tako da tu sledimo tej strategiji zaenkrat in jaz upam in verjamem v to, da bomo na koncu uspešni. Je pa sigurno, ne vem, prva liga, po tekmi imaš takoj novinarje, imaš komentarje, moraš biti skoncentriran, še pazljiv pri izjavah in vse te stvari, ki sodijo zraven, ampak to je se, kot sem rekel prej, zbrana je kvaliteta v prvi ligi, druga liga, kar se tega tiče, bom rekel, slovenska ima še rezerve, ne. Vi ste delovali tudi v Italiji, dejali ste v seriji D. Italijani imajo tudi v nižjih kategorijah zelo dobro urejene zadeve. Kako, če primerjate sistema, naprimer, druge slovenske nogometne lige in nižje ligašev v Italiji, kje je tista največja razlika? Je to mogoče trg oziroma število nogometašev, ki se obrne v določeni ligi? Ali vidite v čem drugem največjo razliko? Velika razlika je v tem, da pač Italija je svetovna nogometna velesila. Število igralcev je ne vem kolikokrat večje, za njem podatka kot v Sloveniji, ne? Tudi država je večja sama po sebi. In D-liga je tista, ki še omogoča nogometašem, da upajo ob neki dobri sezoni na preskok med profesionalce, ker D-liga je že nekje med polprofesionalno in profesionalno, ne? Je še vedno spada pod amatersko. Zdaj, kvaliteta je dobra, ker prihajajo fantje, ki so šolani nogometaši iz prvo in drugo ligašev, ker so naredili njihovo nogometno šolo. So pa tudi te klubi, bom rekel zdaj, če grem tudi od D-lige nižje, navzdol večinoma imajo zanesenjake, predsednike, ki pač omogočajo delovanje teh klubov in vsi klubi, kar sem recimo opazil kjerkoli v tej regiji, pa recimo v pokrajini Friuli, Venecija, Giulia, je po tekmah so bari, torej klubski, ali pa pač z njimi upravlja predsednik, kjer se in deli hrana, ali se pečejo, bom rekel, neko meso na žaru, ker ljudje ostanejo, ker se družijo, ker tudi se med tekmo toči alkohol, ampak ne zdaj v smislu, da bi propagiral alkohol kot tak, ampak pač ljudje pridejo, spijo eno pivo, dve pivi in ta denar potem mogoče zadostuje za to, da se pokrijejo neki stroški ali do sodnikov, ko je, recimo, mi v Repnu smo imeli dve tekmi, enkrat s Padovo, enkrat s Triestino, je bilo, ne vem, več kot 2000 ljudi. To je vas, ki ima, ne vem, vse skupaj, zdaj, ne vem, nima niti 1000 prebivalcev, ne. In to je ekstra dogodek in bom rekel za sam klub ali pa za ta bar, ki je tam, je to dodaten prihodek. No, sedaj pa si poglejmo še drugi del vrhuncev 24. kroga Slovenske nogometne lige. Kar 5 zadetkov pa je padlo v športnem parku v Radomljah, na koncu na veselje domačih navijačev zmaga s 3-2 za moštvo Radomelj. Sicer pa najprej pojdimo seveda do glavnega sodnika, to je Vojko Goričan, ki je pokazal na belo točko, Ernest Grvala pa je v 9. minuti kazenski udarec pretvoril v zadetek za 1-0. In ta isti nogometaš je bil v 26. minuti znova uspešen in ja, prav ste uganili, Ernest Grvala je zabil še enkrat z 11 metrov za vodstvo, torej 2-0. To je bilo vse za prvi polčas, so pa domači nogometaši pritisnili že v začetku drugega dela igre. V 58. minuti je Igor Kondič poskrbel za 3-0. Korist domače ekipe. Mimogrede, Ernest Grvala je zabil 10 golov v letošnji sezoni, toda gostje se niso predali. 66. minuta, Tilen Ketiš 3-1 in Jure Volmajer v 85. minuti za 3-2.
toda do popolnega preobrata Veržej ni uspel priti. Radomljani ima 44 točk in so četrti, Veržej s 13 točkami na poti v nižji rang tekmovanja. Preselili smo se na Kras v Sežano, kjer je Tabor gostil Dob in videli smo tekmo brez golov. 0-0 na koncu. Srečanje je sodil David Šmajc, sicer pa srečanje, ki je postreglo z nekaj priložnostmi, se pa napadalci tokrat niso posebej izkazali. Videli ste prvo priložnost domače ekipe v prvem polčasu, zdaj pa še strel Naceta Kosmača, domačega kapetana v drugem polčasu tega dvoboja, sicer pa so tudi nogometaši Doba nekajkrat zapretili, v domačih vratih pa je bil vselej uspešen Arjan Renar. Še enkrat v akcijo domače ekipe Andrej Lukač s podajo v sredino, toda neuspešen zaključek na koncu. Še ena priložnost za ekipo Tabora, tudi tokrat pa je žoga zadela prek vrat. Marko Bačanin, ki je prišel v zimskem prestopnem roku, je v letošnji sezoni že zabil nekaj golov, tokrat pa ne. Tabor ima 39 točk in je peti, Dob jih ima 31 in je na 9. mestu. Z dvoboja Kranjčanov in pa Brd bomo prikazali zgolj en zadetek zaradi tehničnih težav, sicer pa so Brda tekmo dobila 4-1. V Kranju sodil Marko Lackovič. Prvi zadetek je padel v 9. minuti, ko je bil uspešen Tim Matić. Domači so torej povedli, potem pa 1-1, Matija Kavčič, 21. minuta, Saša Varga, 54. minuta, 1-2, Alen Pavič pa dvakrat, najprej v 58. minuti za 1-3 in potem še v 92. minuti za 1-4. Moštvo Kranja ima 21 točk in je na 14. mestu, Brda z 29 točkami na 10. poziciji. Kranj, Brda torej 1-4. Zdaj pa še skok na dvoboj Fužinarja in pa Brežic, kar 6 zadetkov smo videli v temle obračunu, ki ga je vodil oziroma sodil Dejan Balažič. Sicer pa je prvi zadetek padel v 19. minuti, Mitja Križan za 1-0 v korist domače ekipe Fužinarja, potem pa 3 goli zapored gostov. In zanimivo, od 6 5 golov je padlo v drugem polčasu. Žiga Jurečič, 52. minuta, 1-1. Edi Horvat v 59. minuti za 1-2. V 66. minuti je zabil Edi Horvat še enkrat, torej gostje so povedli že z 1-3, tako je sprejel krasno podajo in potem tudi odlično zaključil. Andraž Vrabič je poskrbel, da je Fužinar bil znova v igri v 84. minuti. 2-3 je bil takrat izid in ko smo pričakovali popolno ofenzivo domače ekipe v zadnjih recimo 10 minutah, je Kristjan Krajček v 87. minuti poskrbel, da je zmaga odšla vendarle v gostujoči Tabor. Brežice 25 točk, 12. mesto, Fužinar 19 točk in 15. pozicija, Fužinar Brežice pa 2-4. Tole je torej še lestvica, Mura gladko na prvem mestu z 62 točkami, Nafta in Drava bijeta bitko za drugo pozicijo, Radomlje ima 44 točk, v ozadju pa še Tabor, Krka, Bravo in Dekani. V drugem delu Dob, Brda, Ilirija, Brežice, Rogaška, Kranjčani, Fužinar in Veržej pa na zadnjih 3 mestih. Tonči Žlogar, vi ste tudi poleg uspešne nogometne kariere, sedaj trenerske kariere, naredili tudi akademsko kariero. Ste diplomirani pravnik, kako vam je lahko v tem aktivnem igranju nogometa uspelo še diplomirati? Velik motiv in disciplina pri razporeditvi časa. Torej, čas sem imel relativno razporejen v minute, bi rekel. Zbujal sem se zgodaj, sem študiral, potem šel na trening, na kosilo, malo študiral in na trening. In potem zvečer sem bil prost v principu, ker sem v bistvu samo pred izpiti sem se potem tudi zvečer še ponavljal. Ampak v bistvu me je vodil velik motiv in pa ta samodisciplina in mislim tudi, da nek ta intelektualni napor s fizičnim gre skupaj.
Zdaj, moraš biti samo zato motiviran in si želeti in mislim, da se da. Trener AŠK Bravo, Dejan Grabič, ki je prav tako med svojo aktivno športno potjo diplomiral, je dejal: zadal sem si cilj, ne grem prej v tujino, dokler ne diplomiram. Je bilo pri vas podobno ali je šla ta pot? Isto, jaz sem tudi imel ta cilj, da imel sem že prej možnost odhoda v tujino. Jaz sem šel v tujino pri svojih 27 letih, mislim da, ali 26. In sem rekel, da ne bom, dokler ne diplomiram. In pač sem diplomiral, takrat sem videl, da Olimpija je imela težave finančne, ker je klub čez 6 mesecev praktično ugasnil. In sem šel po prvo ponudbo, ki je bila. Takrat moj prijatelj, agent Ružnič, mi je našel klub na Cipru. Sem se odločil in sem potem na Cipru ostal 7 let. Kakšna je ta vaša zgodba s Ciprom? Sedaj se ciprski nogomet v zadnjem obdobju precej razvija, tudi imajo kar nekaj ekip, ki so igrale celo v Ligi prvakov. Kako se spominjate vi tega obdobja na Cipru? Jaz sem se imel na Cipru odlično. Odlično sem se imel. Bom rekel, dosti krat se ciprski nogomet se je povezoval skozi prizmo reprezentance, rezultatov reprezentance, kar pa ni bil merodajen prikaz tega. Liga je bila bistveno bolj kvalitetna, kakovostna in posledice tega so bile potem uvrstitve klubov v Ligo prvakov, v Ligo Evropa. In ko so se potem, bilo nas je ogromno število tujcev, ki smo prihajali na Ciper, takrat je bilo tudi ekonomsko dobro zastavljeno, torej pokrit nogomet na Cipru, se je mnogo kateri tujec potem naturaliziral, je dobil ciprsko državljanstvo in so potem tudi reprezentance začela dosegati te rezultate. Na Cipru je nogomet šport številka 1, imaš 6-7 časopisov, radijske postaje, 3-4 televizije, že takrat so prenašale vse tekme, prve lige, drugo ligo, tako da govori se samo o nogometu. Enkrat je vskočil Bagdadis, ko je bil v polfinalu, mislim, da Melbourna, drugače pa se o drugih športih zelo malo govori. Glede na to, da ste bili 7 let na Cipru, ste kdaj morda pomislili, da bi tam tudi ostali? Ne, da bi ostal ne. Mene je vedno vlekla pot in srce nazaj v Izolo. Jaz bom rekel, sem ponosen Izolan in vedno se rad vračam domov in sem v bistvu bil zelo vesel, ko sem se vračal. Ampak obdobje pač, ko sem tam, bom rekel, delal ali pa igral nogomet, mi je bilo zelo lepo. Spoznal sem ogromno prijateljev, s katerimi imam še danes stike in igral v 4 klubih, 2-krat bil državni prvak, 1-krat pokalni. Mislim, da je moja ciprska zgodba je ena taka zelo lepa v moji karieri. Sedaj vam me zanima samo še tole, kakšni so pa vaši cilji oziroma želje za prihodnost kot trener? Sigurno osebno imam vedno ambicije, da bi deloval bodisi v prvi ligi oziroma čim više lahko prideš. Zdaj, ta pot ni lahka, enkrat sem jo že poskusil, drugače pa si zastavljam. Kot trener vedno moraš imeti kratkoročne cilje. Torej, ko je poletje, imaš poletno garderobo, ko je zima, imaš zimsko, nikoli ne vzameš poleti zimske, ker ne vem, če jo potrebuješ, če malo karikiram, ampak moj zdaj osnovni kratkoročni cilj je, da z Brdi ostanemo v drugi ligi, matematično, in potem naprej bomo videli, kam te pot popelje. Tonči Žlogar, najlepša hvala za vaš čas in želim vam veliko uspehov z vašimi Brdi, da obstanete v drugi slovenski nogometni ligi. Hvala za povabilo in čestitam še enkrat za to odlično oddajo. Hvala lepa vam. Tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za vašo pozornost. Tako kot vedno, pa si pred koncem poglejmo še nekaj zanimivih utrinkov iz družabnih omrežij. Do naslednjič, pa lep pozdrav in nasvidenje. Na tekmah 24. kroga smo videli nekaj lepih zadetkov, a na prvo mesto lahko brez dvoma uvrstimo mojstrovino Mateja Potokarja, ki je zadel na tekmi med Krko in AŠK Bravom. NK Tabor Sežana svoje velike ambicije za prihodnjo sezono kaže tudi z imenovanjem novega trenerja. Vodja članske stroke Kraševcev bo od poletja dalje Andrej Razdrh. Kapetan Drave s Ptuja Nastja Čeh je na zadnji prvenstveni tekmi proti Rogaški utrpel poškodbo stopalnice, zato je zanj sezona najbrž že končana.